Naši posnetki so zadnje generalne vaje, na kateri so nastopajoči pilili še zadnje podrobnosti. Opereta Netopir je zapletena zgodba pretvarjanj, preoblačenj, spletkarjenja in sprenevedanja. Po motivih Benediksove farse sta jo napisala libretista Karl Hafner in Richard Genet. Novomeška uprizoritev ostaja zvesta izvirnemu libretu, obenem pa se zgodba nekoliko odmika od klasične uprizoritve legendarnega Netopirja. Protagonisti zgodbe tako postanejo igralci v različnih vlogah in se pod maskami zabavajo ter sami sebi ustvarjajo gledališko predstavo. Izvrstna mezzosopranistka Irena Jegouh-Tiran se tako na odru prelovi v ruskega princa Orlovskega. Je bolj taka kratka vloga, ampak jaz jo imam rada, ker imam pač tudi eno arijo in ker sem drugačna, kakor sicer, ne? Tako da je v bistvu tudi ten izziv biti moški. Saj na nek način ljudje vse življenje nosijo maske in jih snamajo šele doma, med štirimi stenami, še dodaja. Prvi mož zavoda Novo mesto, Aleš Makovac, prizna, da so s to produkcijo glede na tehnične zmogljivosti osrednje dvorane novomeškega kulturnega hrama dosegli maksimum. Opereta je izjemne vsebine, ker v drugem dejanju dejansko pokaže, kaj vse smo lahko ljudje, ne? In čisto vsak gledalec v dvorani se lahko najde v katerikoli vlogi. Ali drugače povedano, protagonisti na odru dejanje iluzije predstavljajo kot gledališče v gledališču. Ponovitvi predstave bosta ta petek in soboto ter v torek 20. decembra.